Številka 2 je v Audijevi liniji Q nova, a hkrati pričakovana. Z njo nadaljujejo modelsko širitev v trenutno tržno najbolj zanimiv razred, v katerem pa bo Audi jemal predvsem tiste bolj zahtevne kupce. Medosna razdalja konkretnih 2,6 na skupni dolžini malo čez 4 metre pomeni, da so kolesa porinjena povsem na karoserijske konce, skupaj s pobarvanim C-stebričkom, to znižuje streho in hkrati daje športno-kupejevski vtis. V višini ramen so med A in B stebričkom na vratih izrezali ploščat kos, kar Q2 oblikovno učinkovito loči od obstoječih, bolj odraslih, se pravi bolj resnih Q-jev. V kabini je življenje organizirano v skladu z visokimi hišnimi estetskimi in funkcionalnimi standardi. Vgradili so izbrane materiale, končna izdelava je vrhunska, vgrajena tehnična podpora pa je seveda odvisna od tega, v kakšne finančne višave se boste podali. Tako ima lahko Q2 množico asistenčnih sistemov, tudi tistega za samodejno vožnjo v koloni. Lahko ima v celoti virtualne merilnike, sporočilo pa je jasno. Q2 prav v številnih možnostih, ki jih ponuja cenik, kaže svoj premijski predznak. Vozniški vtisi so odlični. Volan je dinamično neposreden, podvozje čvrsto, a hkrati tudi na slabših voznih podlagah zelo udobno. 20 cm oddaljenost od tal in kratki previsi na cesti ne kažejo slabosti. Na izletih pa kažejo močno prednost, saj avto zlepa ne podrsa. Bi pa mi prav z željo po boljših voznih lastnostih izbrali quattro pogon. In to sploh ne samo zato, ker nismo uspeli zlesti na hrib, na katerem preverimo vse SUV-je. In sicer soliden TDI bi v našem konfiguratorju zamenjal bencinski motor, recimo tisti, ki izklaplja valje.